Pozdravljeni. Srčni infarkt in srčni zastoj pogosto uporabljamo kot sopomenki, a v resnici ne pomenita istega in razlika med njima je lahko vprašanje življenja in smrti. Srčni infarkt je eden najpogostejših vzrokov za srčni zastoj, a to nista ista zdravstvena zapleta. Kaj se torej v resnici dogaja v telesu, kdaj je čas za takojšnje ukrepanje in kaj lahko kot posamezniki naredimo, da zmanjšamo tveganje? Moj gost je asistent dr. Luka Lipar z kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana, specialist kardiologije in vaskularne medicine, ki se vsakodnevno srečuje z bolniki po srčnem infarktu in srčnem zastoju. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Kakšna je torej razlika med srčnim infarktom in srčnim zastojem? Srčni infarkt je v bistvu stanje v telesu, ko se ena od treh žil, ki prehranjujejo srce, ponavadi nenadoma zamaši. Se pravi, problem je s prehrano srčne mišice. To pripelje lahko tudi do srčnega zastoja, ne pa nujno. Recimo 5 do 15% srčnih infarktov se dejansko lahko zaplete s srčnim zastojem. Se pravi, srčni zastoj je pa stanje, ko srce nenadoma v bistvu preneha utripati ali pa utripa tako hitro, da v bistvu neučinkovito potiska kri naprej. Se pravi, ni v bistvu pretoka skozi možgane in človek izgubi zavest in če ni ustreznega ukrepanja, dejansko lahko tudi umre ob srčnem zastoju. Kakšne pa so še drugi dejavniki, ki lahko povzročijo srčni zastoj, če sva srčni infarkt že omenila? Se pravi, približno polovica do 3/4 srčnih zastojev je dejansko povezanih s koronarno boleznijo. Bodisi akutno, se pravi, da pride do akutne zapore ene od treh koronarnih arterij ali pa s kroničnim naplastevanjem žil, ki se lahko tudi v končni fazi povsem zaprejo. Se pravi, slaba polovica je pa povezana z drugimi dejavniki. Bodisi z popuščanjem srca, z prirojenimi motnjami srčne mišice, lahko tudi samo s prirojenimi motnjami na nivoju kanalčkov, se pravi recimo temu na molekularnem nivoju. To so pa tisti drugi glavni dejavniki, se pravi temu mi rečemo potem primarna motnja srčnega ritma, ki pripelje do srčnega zastoja. Nekje ste dejali, da je srčni infarkt vodovodna težava in da je srčni zastoj električna težava. Kaj to v bistvu pomeni? Zdaj, če si predstavljamo, srce napajajo žile, vodovod, potem je pa znotraj srčne mišice še električna napeljava, ki skrbi za to, da se v bistvu srce pol v končni fazi dejansko skrči. In napaka na vodovodu, se pravi, ko pride do infarkta, je to v bistvu vodovodni problem, se zamaši ena od koronarnih arterij, lahko potem pripelje do tega, da se bodisi celotna mišica, če je infarkt res ogromen, da se zapre ena od treh žil čisto na začetku in v bistvu kar nenadoma dotok energije v srce ustavimo, se črpalka preprosto ustavi. Drug problem je pa to, da v bistvu lahko tudi manjše zapore, manjših žilic pripeljejo do tega, da pride do električne nestabilnosti, se pravi, v tem primeru pa vodovodni problem dejansko sprovede potem električni problem in srce recimo temu zafibrilira, se pravi, se pojavi ta smrtno nevarna motnja srčnega ritma, ko srce tako hitro utripa, da v bistvu krvi ne poganja več naprej. In to je pacient pri zavesti ponavadi še par sekund, ene 5 do 10 sekund, potem pa možganom zmanjka pretoka in v bistvu izgubijo zavest in kot rečeno, brez ustreznega ukrepanja se to stanje lahko podaljša v smrt. To so kakšni takšni primeri, kot jih vidimo včasih na kakšnem nogometnem igrišču, ko se igralec nenadoma zruši? Drži, pri športnikih, predvsem na nogometnih igriščih smo v zadnjem času kar nekaj tega videli. Gre večinoma za te primarne motnje srčnega ritma, bodisi da imajo neko okvaro srčne mišice, ki do tistega trenutka ni bila prepoznana in pomeni večje tveganje za pojavnost teh smrtno nevarnih motenj ritma, bodisi neko od teh prirojenih motenj kanalčkov in potem v bistvu v nekem trenutku nenadoma pride do te aritmije, se mogoče kakšen še prime za prsten koš ali se pa samo zgrudijo. Na srečo s pravilnim ukrepanjem vsaj določeno število takih primerov, kjer je motnja ritma primarni vzrok in ne nek katastrofičen infarkt, lahko celo rešimo brez hujših dolgoročnih posledic. Ko govoriva o pravilnem ukrepanju, kaj to pomeni, če smo zraven laiki? Malo je odvisno, a smo sami, a imamo še koga zraven. Nujno je čimprej obvestiti reševalce oziroma poklicati 112 in pa pričeti čimprej z oživljanjem. Če smo sami, zavpijemo na pomoč, pokličemo 112 in potem takoj pristopimo z zunanjo masažo srca. Ključno pripomorejo k izboljšanju preživetja takih bolnikov z nenadno srčno smrtjo oziroma zastojem srca pa uporaba avtomatskih defibrilatorjev. Ponavadi dispečerji, ki jih obvestimo, kje se nahajamo, kje se je zgodil zastoj, takoj pogledajo, kje je najbližji avtomatski defibrilator. Zdaj jih je res veliko,
okrog in okrog po Sloveniji. Fino je torej, če sta res dva, da en teče po defibrilator, drugi pa oživlja. Če je pa človek sam, pa če je defibrilator blizu, mogoče potem dispečer presodi, kaj v dani situaciji boljš. Tle so res odločajo sekunde oziroma dobesedno minute. Recimo 5 do 10 minut načeloma možgani še preživijo brez kisika, brez dolgoročnih posledic. Pri enih je to bolj 5 minut, pri drugih 10 minut, ampak ključno je, da v bistvu ukrepamo takoj. Zunanja masaža srca, čim prejšnja uporaba zunanjega defibrilatorja. Mi pa nujno, da je bil srčni zastoj tak, da je motnja ritma primerna, da jo zdravimo z defibrilatorjem. Ampak ti defibrilatorji avtomatsko sami zaznajo in povejo, počakaj, analiziram, umakni se šok, da šok, če je res tak ritem, če pa ni primeren ritem za defibrilacijo, ker je kot rečeno tudi to možno, pa rečejo, nadaljujte z zunanjo masažo srca. Omeniva še, kateri so najbolj tipični, klasični znaki srčnega infarkta. Se pravi, klasični znaki infarkta, ki nastanejo, ko se pač zapre koronarna arterija in je nenadoma brez prekrvavitve, so topa ali pa tiščoča, pri nekaterih pekoča bolečina, ki se večinoma takole pojavi na sredini prsnega koša za prsnico, lahko s sevanjem v levo ramo, lahko v levo nadlaket, lahko tudi v levo podlaket. Ob tem se pacienti praviloma tudi spotijo, slabše splošno počutijo. To bi bilo tistih 80% bolnikov dejansko ima take simptome ob infarktu. A so za ženske simptomi enaki? Nekaj sem brala, da obstajajo neki simptomi, ki bi morali na ženske opozoriti, da se mogoče kaj takega dogaja? Dejstvo je, da tistih ostalih 20%, ki ni tipičnih, so netipični infarkti in so dejansko pogostejši pri ženskah. Zakaj je temu tako, ne vemo čisto točno, so neke hormonski vzroki, razlika mogoče v tem, da so pri ženskah večkrat prizadeti manjši deli srčnih koronarnih arterij, se pravi tisti bolj drobni del koronarnega žilja in je v bistvu potem tudi simptomatika drugačna. Recimo omotica, slabo počutje, slabost, bruhanje, lahko tudi bolečina zadaj med lopaticama, bolečina, ki se širi v desno stran in ne v levo. Skratka, možna je cel skupek različnih simptomov, ki je, kot ste sami rekli, pri ženskah ta netipična pojavnost pogostejša. Še en dokaz, da smo ženske kompleksnejše. Majčkeno bolj mogoče, ja. Ja. V takem primeru seveda nič ne oklevamo, gremo takoj na urgenco, nas kdo pelje, pokličemo, ali lahko kaj sami doma naredimo. Še velja, da vzamemo tableto aspirina, si jo damo pod jezik? Aspirin 500 mg je vedno v bistvu tista prva terapija. Če ne vzamemo sami, nam jo dajo reševalci oziroma zdravnik ob prihodu. Ja, drugače pa tako kot pravite. Se pravi, nenadna taka tipična bolečina, kot sem jo prej opisal, naj bi bila vedno znak za alarm. Problem je v tem, če človek prej ni imel infarkta, ne ve, kako bo bolelo, ko ima infarkt. Vsak ima malo svojo različico tega infarkta. Ponavadi je tako, da če si enkrat imel infarkt, naslednjič, ko bo spet, bo bolečina ista. Ampak če se pa to zgodi prvič, ne vemo. Ampak praviloma je ta bolečina huda, toliko huda, da te v bistvu ustavi, spotiš se zraven in v bistvu ne moreš več pravilno funkcionirati. Obstajajo pa tudi infarkti, ko se pač ljudje sami pripeljejo z avtom do urgence in potem na urgenci se opišejo in potem tam pride do srčnega zastoja. To je bilo pol leta nazaj. Tako da tukaj je možnosti velika. Zdaj se pravim, 80% je teh klasičnih, če smo na to pozorni. Pravilno ukrep v taki situaciji je vedno klicati rešilca, ravno zaradi te možnosti pojava srčnega zastoja. Ker če se nam to zgodi v avtu, ko se peljemo na urgenco, tudi dobre pol leta nazaj je eden obstal takole na semaforju, ker je šel v srčni zastoj med potjo na urgenco sam v avtu. Če že je fino, da nekomu rečem, ampak najboljša pot je v bistvu 112. Taka zgodba vedno sproži alarm med reševalci, pošljajo rešilca z lučkami in potem pri nas imamo zdaj ta sistem randevu, se reče, se pravi, urgentni zdravnik pa s svojim vozilom pride ponavadi za reševalnim vozilom. Koliko bolnikov s srčnim infarktom lahko rešite? To je zdaj vprašanje, na katerega si vsi želimo odgovoriti čim več. Zdaj nekako umrljivost bolnikov z infarktom v razvitem svetu in tudi pri nas, ravno včeraj smo gledali številke, cirka 7 do 10%. Se pravi, 90% jih uspemo rešiti. Ampak tle ne gre samo za tisti dogodek, pa smrt ob samem dogodku. V bistvu lahko pač glede na
trajanje celotnega, koliko časa je bila žila zaprta, vpliva na to, kako se bo mišica potem popravila ali ne. Mi si vedno želimo, da mine od trenutka, ko se infarkt zgodi, se pravi, ko pacienta začne boleti oziroma ko pokliče reševalce, ko so reševalci v trenutku, ko so pri bolniku, ko postavijo diagnozo infarkta, to gre na osnovi tipične anamneze, se pravi tipične zgodbe, plus EKG-ja, ki se ga posname pri tem bolniku, in potem v bistvu do trenutka, ko pridejo k nam v kateterski laboratorij, kjer potem to žilo odpremo, ta čas si želimo skrajšati na 60 minut. Zdaj, v Sloveniji imamo srečo, da smo majhni. V Sloveniji sta dva kateterska laboratorija, ki delujeta 24 ur na dan, 7 dni v tednu, Ljubljana in UKC Maribor. In načeloma v teh dveh centrih Ljubljana pokriva približno 2/3 prebivalcev, Maribor 1/3 prebivalcev, in od kjerkoli v Sloveniji, vsaj tekom dneva, če lahko helikopterji letijo, se da priti dovolj hitro, da zadostimo tem časovnim okvirom. Zdaj, če je noč, se že dolgo časa prizadevamo, da bi tudi helikopterska nujna pomoč delovala 24 ur na dan, iz tolminskega, bovškega konca po cesti je dlje. Pademo ven iz teh priporočil, ki si jih želimo. Nekdo, ki doživi infarkt, si predstavljam, da ga je vnovičnega infarkta strah. S kakšnimi navodili odpustite pacienta po srčnem infarktu? Dejstvo je, in to se vedno z bolniki pogovarjamo, da največji dejavnik tveganja za infarkt je v bistvu to, da so enkrat že imeli infarkt. Ker očitno so žile nagnjene k temu, da se pač naplastijo in na neki točki pride do tiste rupture, do tistega razpoka, zožitve, ki verjetno prej sploh ni povzročala problemov. Se pravi, večina naših bolnikov, več kot 50%, ki imata te hujše infarkte, prej ni imela nobenih simptomov srčno bolezni. Se pravi, pride do razpoka, se žila zapre, očitno so take žile nagnjene k temu, da se to dogaja. Pač v prvi vrsti so tukaj zdravila, ki preprečujejo ponovne zaplete, se pravi antitrombotična zdravila, aspirin kot recimo eno od klasičnih, ki ga ponavadi kombiniramo v taki situaciji še z enim zdravilom za prvih 12 mesecev po infarktu, potem pa zdravila za obvladovanje drugih dejavnikov tveganja, se pravi za holesterol, za krvni tlak. Predvsem pač omejitev oziroma popolna opustitev kajenja. Kajenje je eden od res glavnih dejavnikov tveganja, ki pripelje do tega, da se te naplastitve, ki v resnici, kot rečeno, sploh niso pomembno ožale žile, na neki točki destabilizirajo, majčkeno zatrgajo in se gor naredi strdek in pripelje do infarkta. Priporočamo seveda zdrav življenjski slog. Infarkt ni potem situacija, da rečemo, zdaj boste pa samo še doma ležali. V bistvu mi si želimo, da so pacienti aktivni, fizično aktivni, telesno aktivni, ker tudi študije kažejo, da so v bistvu telesno aktivni bolniki imajo manjšo verjetnost za ponoven srčno-žilni dogodek. Na tej točki lahko mogoče pohvalimo naše kolege na oddelku za žilne bolezni, ki v bistvu vodijo rehabilitacijo bolnikov po srčnem infarktu. Bolniki, ki so vključeni v ta rehabilitacijski postopek, so tudi po študijah v bistvu imajo nižjo umrljivost kot tisti, ki ne grejo v ta postopek, tako da hodijo po infarktu še na 24 obiskov, kjer skupaj telovadijo, se navadijo v bistvu na neko novo življenje po takem dogodku, ki bi lahko v neki točki dejansko lahko bil tudi smrten dogodek. Zakaj pa ta zdravila ne pomagajo tako dobro, da se ne bi zgodila ponovitev srčnega infarkta? Torej pomagajo, ampak do določene mere. Ker je tukaj še vedno v bistvu en dejavnik te genetike, kot sem rekel, določene žile so nagnjene k temu, da pač se tam in na to se ne da vplivati. Vplivamo maksimalno možno z temi ukrepi, ki sem jih ravnokar povedal, in z zdravili, ampak 100% garancije pa vsaj pri nas v medicini nikoli ni. Jaz to vedno rečem pacientov, garancije ne boste dobili. Plus mi te infarkte zdravimo s postavitvijo opornic, stentov. In ta stent je, kakorkoli gledamo, en tujek znotraj žile. To je v bistvu kovinska opornica, zdaj jaz tukaj kažem kot en cev. To so cevi premera 3 mm, recimo, dolžine 15-20 mm so te opornice, ki jih mi noter damo na tisto najbolj kritično mesto, ker se je skozi leta izkazalo, da na ta način najbolj možno zmanjšamo verjetnost ponovitve tazga dogodka. Ampak tudi sama opornica je do neke mere dejavnik, da lahko pride do ponovne tromboze oziroma nastanka strdka na tistem mestu. Tako da s temi zdravili pač bistveno zmanjšamo to pojavnost, povsem odpraviti pa žal ne moremo.
Ni pa verjetno smotrno jemati celo življenje aspirin, kot pravi Donald Trump, da ga jemlje ves čas. Ni, zaradi tega, ker tudi aspirin prinaša določene tveganja. Ne vem, če se pademo, pa se udarimo v glavo, v obrobnik, krvavitve z aspirinom so bistveno hujše kot krvavitve brez aspirina. Zaradi tega vsako zdravilo, ki ga damo, seveda vemo, da ima neželene učinke, ampak vedno moramo imeti dobre, želene učinke, da lahko upravičimo pojavnost teh neželenih učinkov. In pri aspirinu v primarni preventivi za vsakega bolnika se žal izkazalo, da je v bistvu več škode kot koristi. Razumem, na cost benefit gledate, ne? Vedno, pač za pacienta ne toliko denarno, ja. Seveda. Nekateri pa doživijo infarkt potiho, sploh ne vedo, da so ga doživeli in to potem odkrijete na eni izmed preventivnih pregledov. Kako je to možno? Drži, populacija bolnikov s sladkorno boleznijo, ki je tudi seveda eden od večjih dejavnikov tveganja za pojav koronarne bolezni, ima namreč v sklopu sladkorne bolezni lahko okvarjene tudi živce, ki prenašajo občutek bolečine. Se pravi, bolniki načeloma ob zapori oziroma pomanjkanju pretoka krvi po srčnih arterijah čutijo bolečino. Sladkorni bolniki pa ne. Se pravi, oni lahko dejansko imajo enak postopek zoženja in zapiranja koronarnih žil, ampak tega ne občutijo z bolečino in če ne boli, niti ne vejo, da se to dogaja. Druga možnost je pa to, da te žile v bistvu se ne zaprejo nenadoma. Se pravi, da ni bil patofiziološki mehanizem tak, da je prišlo do te destabilizacije plaka in nenadnega strka, ampak so se te žile lepo počasi ožale in na nek način v bistvu so ostale žile že prevzemale prekrvavitev tistega področja, ki ga je ta okvarjena žila prehranjevala. Kar pomeni, da se naredijo take obvoznice, kolaterale, kot temu strokovno rečemo, in v bistvu prevzamejo polnitev žilja okoli. Ta žila se počasi lahko popolnoma zapre, te kolaterale prevzamejo prekrvavitev tega področja, ki recimo v mirovanju sicer zadostuje, ob naporih pa ne več. Se pravi, po obvoznicah lahko v miru delujemo srce normalno, relativno v mirovanju, ko pa je pač potreba po kisiku v srčni mišici višja, pa to ne zadostuje več. In potem se začnejo pojavljati težave. Tle govoriva zdaj o majčkeno drugi, kot rečeno, patofiziološkem ozadju tega kroničnega koronarnega sindroma. Se pravi, imamo akutni koronarni sindrom, infarkt, pa kroničen koronarni sindrom s temi recimo temu tihimi infarkti. In res včasih potem vidimo bolnike, ki imajo zamašeno eno ali pa celo dve, včasih celo že vse tri koronarne arterije z obvodi, ki so se pač nekako prevzeli, da je tisti bolnik včasih z večjimi, včasih z manjšimi težavami uspel preživeti tako dolgo, ne da bi v bistvu prišel po tej klasični poti na urgenco. Kako zanimivo. Verjetno k srčnemu infarktu pripomore tudi visoka stopnja kroničnega stresa. To je en izmed dejavnikov tveganja za zelo veliko bolezni. Stres je pa tisti, ki se ga najtežje odrešimo. Kakšen bi bil vaš nasvet, kar se tiče stresa? Stres je en dejavnik, ki ga ne moramo niti meriti, še težje damo pravo zdravilo za to. Na napotnico pacientov na počitnice ne moramo pošiljati, ampak tle veljajo priporočila, ki veljajo za splošno populacijo. Se pravi, te metode, distres, relaksacija, to zagotovo na nek dolgi rok pomaga. Mi imamo pa dovolj prepričljivih tudi mi podatkov iz raziskav, kako bi se zdaj tega prav fizično lotili oziroma prav neposredno lotili. Je pa zanimivo, ko govoriva o stresu, obstaja pa ena drugo bolezensko stanje, ki je pa neposredno povezano v bistvu z nenadnim močnim stresom. Bodisi čustvenim, bodisi fizičnim. To je pa v bistvu bolezen, ki se reče stresna kardiomiopatija in v resnici nima nobene neposredne povezave s srčnim infarktom, čeprav v bistvu klinično zgleda pa enako. Se pravi, bolniki imajo enake simptome, na EKG-ju zgleda lahko enako in tudi v laboratoriji je enak, se pravi, s povišenimi encimi razgradnje srčne mišice. Se pravi, do trenutka, ko mi srčne žile slikamo, je zgodba povsem enaka kot infarkt. Zgleda kot infarkt, samo potem, ko žile slikamo, vidimo, da v bistvu nobena od teh treh koronarnih arterij ni tako zaprta, kot bi pričakovalo ob takem infarktu, kot ne bi ga ta bolnik imel. Potem, ko se pogovarjamo, pa v bistvu ugotovimo, da je lahko v ozadju nek hud čustven sprožilc čustvenega stresa, v polovici primerov pa tudi fizični stres, recimo krvavitev v možgane, recimo tudi en tak fizični stres, ki v bistvu potem lahko posledično povzroči škodo tudi na srcu.
Še o enem sindromu bova govorila. Zveni skoraj poetično, je pa zelo resno. Sindrom zlomljenega srca. To je to, o čemer sem govoril. To je Se pravi, kardio. Stresna kardiomiopatija oziroma sindrom zlomljenega srca. Nisem vedela, da je to isto. Ja, ta poetičnost ne je zato, ker zlomljeno srce se je zgodilo, ko je bil čustveni stres, ko sta se partnerja razšla, ne, in je povzročilo ta stresni odziv v celotnem telesu, se pravi naval stresnih hormonov, ki ne vemo še čisto točno po kakšnem mehanizmu dejansko poškoduje srčno mišico in kot rečeno izgleda od ozunaj čist enako kot srčni infarkt, samo da se potem tekom diagnostike izkaže, da v bistvu niso bile krive zapore koronarnih arterij, ampak verjetno ta čustven dogodek povzročil bodisi direktno poškodbo srčne mišice ali je bil pa tak v bistvu nenadna skrčitev teh koronarnih arterij, ki je povzročila tako stanje. Ja. Brala sem, da se to zgodi po hudih izgubah, dejali ste že stresne situacije, kot je ločitev, lahko se pojavi kot nek šok. Kako pa potem to zdravite? Specifične terapije ni, je v bistvu podporna terapija. Srčni mišici damo možnost, da se sama pozdravi. Na srečo v bistvu raziskave kažejo in tudi naše izkušnje, da se taka stresna kardiomiopatija načeloma sama ob teh kardioprotektivnih zdravilih pozdravi praktično povsem do normalnega. V roku mogoče teden do 3 tednov. V akutni fazi je lahko precej hudo, je v bistvu srčna mišica lahko tako prizadeta, da pride tudi do popuščanja srca, se pravi, znaten del mišice se ne giblje in v bistvu ne pripomore, ne uspe prečrpati dovolj krvi za potrebe telesa, ampak kot rečeno, to se ob v bistvu kardioprotektivni terapiji v naslednjih dneh, tednih, če pač smo v bolnici in to ustrezno zdravimo, lahko povsem normalizira in popravi. Je pa zanimivo to, da se to pojavlja tudi ob pozitivnih stresih. Se pravi, lahko je včasih dogodek bil izrazito pozitiven, naval hormonov stresnih in ravno tako v bistvu srce, ne vemo zakaj, pri nekaterih ja, pri nekaterih ne, odreagira na tak način. To je ta scena iz Cvetja v jeseni. Ja, dejansko, mi poznamo to entiteto zdaj zadnjih 25 let, prvi so jo opisali Japonci, predtem niti nismo vedeli, da to dejansko obstaja, mogoče Ivan Tavčar že takrat slutil, da bo nekaj v to smer. Ja. Je pa dejstvo, da tudi ob hudih stresnih dogodkih zaradi porasta krvnega tlaka pride lahko tudi do klasičnega infarkta. Zato vse take bolnike v bistvu obravnavamo kot da imajo infarkt, dokler ne uspemo dokazati, da ga nimajo. Se pravi, to pa je v končni fazi v največ primerih koronarografija, se pravi slikanje koronarnih arterij, ki pač kot rečeno pri teh bolnikih s stresno kardiomiopatijo ne pokaže teh zapor, ki jih pa vidimo pri srčnem infarktu. Koliko odstotkov pa je takšnih bolnikov s sindromom zlomljenega srca? Med vsemi tistimi, ki jih imajo infarkt, jih je cirka 10% takih. To ni zanemarljivo. To je Ne, ni. Je pa res, da potem že ponavadi ob prvih pogovorih izluščimo, da je v ozadju nek tak stresni dogodek, tako da že s tem zavedanjem se tudi potem diagnostika pelje naprej. Dokončno diagnozo se pa postavi v bistvu šele potem ob tipični sliki med koronarografijo, ko se naredi v bistvu posnetek gibanja srca, se pravi levega prekata, tisti, ki zagotavlja pretok krvi po telesu in ima eno tako tipično sliko, ki je podobna, ne, spet malo poetično, posodi za lovljenje hobotnic. In Japonci, ki so to prvi opisali, so rekli, to pa zgleda kot ta naša posoda za lovljenje hobotnic in so nadeli temu imeti Takotsubo. In se reče sindrom Takotsubo, Takotsubo je pa posoda za lovljenje hobotnic. Se pravi, da dejansko ti lahko nekdo zlomi srce? Ja, dejansko lahko. Veliko pesmi je v srcih in kakšne so tudi resnične. Očitno res, ja. Je treba še, v bistvu se človek tudi ne sme preveč veseliti. Neka zmernost očitno je skozi življenje. Ja, to je nekako vedno v bistvu vodilo, ne, da zmernost pri vseh stvareh, ne, v pozitivno in v negativno smer ne bi bila tista prava. Je pa res, da je pozitivnih stresov se jaz v svojih letih delal v kliničnem centru, spomnim, da je bil en tak primer. Aha, v redu. Gospa, ki je prišla z zmenka. Ni je bilo res dobro. To je cel kup vprašanj se mi je porodilo. Ali imate na UKC Ljubljana, na kardiološkem oddelku, enake možnosti, metode, tehnike zdravljenja, kot jih imajo v Evropi in svetu? Imamo. Jaz sem bil 1 leto v Ameriki, na Mayo kliniki v Phoenixu in sem zelo
natančno gledal za ta svoj segment, se pravi interventna kardiologija, kako tam delajo, in pri nas delamo vse praktično enako. Imamo srečo, da nas je tukaj skupina ljudi zelo prodornih, vodja našega kateterskega laboratorija, profesor dr. Bunc je v vrhu interventne kardiologije, profesor Zupan, naš predstojnik, tudi sledi vsem trendom. Skratka, na srečo imamo v ljubljanskem kliničnem centru na voljo vse, kar imajo veliki v narekovajih. Imamo možnost, zelo dobro sodelujemo tudi z našimi intenzivisti, se pravi bolniki, ki so najhuje bolani in ki grejo v bistvu v enoto intenzivne terapije, tako imenovan klinični oddelek za intenzivno interno medicino, imajo možnost tudi uporabe mehanične podpore srca ob zastoju srca, se pravi bolniki, ki recimo še 10 let nazaj niso imeli nobene možnosti preživetja, imajo danes v ugodnih okoliščinah, če se ta zastoj zgodi pred pričami, da je takoj prisotna masaža srca, da je hiter prihod reševalcev, 30 do 40% možnosti, da bodo sami odkorakali iz bolnišnice. Se pravi, ljudje, ki bi še par let nazaj bili zagotovo pač žal mrtvi. Tako da in pri nas imamo vse to, ne bom rekel zastonj, ampak vse imamo na voljo, vse naši bolniki dobijo, nikogar ne sprašujemo, kje, kako je, v bistvu je samo ocena, kakšno kvaliteto življenja je tak bolnik imel pred tem srčnim zastojem, in če je podatek, da je bil kvalitetno sam živel, se vse naredi, da se take bolnike reši. Ali se je meja za doživeti srčni infarkt z leti znižala, ali je samo občutek tak, da se pojavljajo informacije, da za srčnim infarktom umirajo ljudje stari 40 let, 45, se pravi še zelo mladi? Ne, res se pojavnost infarktov v zadnjih letih pojavlja pri nižjih letih, se pravi opažamo pojav infarktov pri mlajših. Moj najmlajši bolnik je bil star, se pravi, to je bilo par let nazaj, je bil star 26 let s srčnim infarktom. Ampak tukaj gre za res te genetske okvare, ki jih sicer ne znamo opredeliti, ne z nobeno metodo, ampak očitno za neko prirojeno nagnjenost k temu, da se sicer ob dejavnikih tveganja, kot so pač kajenje, telesna nedejavnost, debelost, v bistvu sešteje oziroma niti ne sešteje, zmnoži, zmultiplicira v to, da v bistvu že pri tako mladih letih pride do zapore koronarne arterije. Je pa dejstvo, da je starost vendarle eden od glavnih dejavnikov tveganja. Se pravi, verjetnost za srčno-žilni dogodek se s starostjo povečuje. Se je ta vaš pacient pri 26 je okreval, ste ga rešili? Je okreval, ne vem pa, kako je potem nadaljeval, ni prišel k meni v ambulanto. Načeloma bolniki po infarktu pridejo k nam v ambulanto, 6 do 9 mesecev po dogodku se z njimi pogovorimo in kot rečeno, številke naše so dobre, tako da večina bolnikov pride in je zadovoljnih. Mogoče se je pa preselil na nek rajski otok. Mogoče. In je bolj sproščeno živi. Kaj bi si želeli, da bi ljudje vedeli o srčnem infarktu, o srčnem zastoju? Kaj je tisto, kar bi jim vi položili na srce? Na srce bi jim položili. Zdaj, vsi si želimo, da bi bilo ljudi z infarktom čim manj. Saj vem, da se sliši, da si žagam vejo, na kateri sedim, mi živimo od teh zapletov, ampak v resnici ni tako. Tle je v bistvu tisto, kar za splošno populacijo najbolj pomembno, primarna preventiva, se pravi ukrepi, da do infarkta sploh ne pride. Na genetiko, na to, s kakšnimi žilami se rodimo, ne moremo vplivati. Lahko pa vplivamo na to, da ne kadimo, da živimo zdravo. Načela mediteranske diete so tukaj v bistvu zelo pomembna, se pravi, mediteranska dieta znatno zmanjša pojavnost srčno-žilnih zapletov. Se pravi, da zdravo živimo, telesna aktivnost, da nismo predebeli, čim manj stresa. Če pa že imamo prisotne določene kazalnike srčno-žilnih bolezni, potem pride pa ta agresivna sekundarna preventiva z nadzorom krvnega tlaka, z nadzorom holesterola, če se pojavi sladkorna bolezen, z dobro urejenostjo sladkorne bolezni. To je tisto, kar je v bistvu najbolj pomembno, da do infarkta ne pride. Če pa pride do infarkta, so pa te kazalci, ki so pomembni, da v bistvu ukrepamo dovolj hitro, da res pridemo znotraj tistih 60 minut od trenutka zapore žile oziroma od prihoda reševalcev do našega kateterskega laboratorija. Se pravi, bolečina v prsih, nenadna, topa, tiščoča, pekoča, za prsnico v sredini prsnega koša, s širjenjem v levo ramo, levo nadlaket, lahko tudi v čeljust.
To so pa tisti tipični znaki, za katere si želimo, da bi jih vsak prepoznal dovolj hitro. Pa da nam nihče ne zlomi srca. Na to včasih nimamo vpliva, je pa pač od posameznika odvisno, kako se na stres odzove. Najlepša hvala, vse Z dobro veseljem. vam želim. Hvala tudi za vašo družbo, pazite na svoje zdravje in nasvidenje.